Ta teden smo pa zvedeli eno šokantno novico. Jaz sem po tleh padel, sem to slišal. Bogataši so bogati in ne plačujejo davkov. Me je šok. V tisočerih dokumentih, ki jih raziskujejo novinarji, so razkrite podrobnosti premožnih goljufov. Zdaj, prva stvar, ki me moti, je to, da se tej aferi reče rajski dokumenti. Ko boš folku dopovedal, da je utaja davkov slaba stvar, če uporabljaš taki jezik. Že davčna oaza se lepo sliši. Kdo ne bi šel v davčno oazo? To, ko bi rekel heroinu, rjav cukr. A boš malo rjavga cukra? Valjda. Valjda mika folk to probati. Ampak okej, jaz vem, da je tema ful kompleksna. Ampak bom zdaj to vse razložil. K sreči imam pred seboj prompter. Meni je jasno, da vas taka stvar ne zanima in o njej nimate pojma. Jaz ga tudi nimam, ampak imam pa trotl boben in bom zdaj ful car izpadel, vi pa informirani. A ni to fajn? Okej, v davčnih oazah so slavni in bogati skrili 10 000 milijard dolarjev. To nam seveda nič ne pomeni, zato imamo tole fotko. Takole je videti 1000 milijard dolarjev. Zdaj pa dajte to pomnožiti z 10. To je v bistvu 1000 slovenskih proračunov. Ali pa en vikend v Milanu za Katarino Kresal. Kaj, o tem je opisal Janšov brezplačnik, zih je res. No, med barabami, ki tajijo davke, sta tudi dva znana glasbenika. Na seznamu vlagateljev prek davčnih oaz se je znašla Madonna, znana tudi po človekoljubnosti. Družbo je na seznamu dela še en znani velefilantrop, pevac skupine U2 Bono. Pravi, da je tisti, ki tega pri poslih ne počne, neumen. Ko že misliš, da Bono pa U2, njihova muzika, da ni večjega kriminala kot to. Pa se ti pa še to zgodi. Čeprav, lejte ga. Kdo pa ne bi zaupal takem ksihtu? Zdaj, Bono in Madonna se hvalita, da sta ful dobrodelna. To je čist res. Sam da sta najbolj dobrodelna do sebe. Ker z dobrodelnostjo je tako. Če ne bi folk tajil davkov, bi imel dosti denarja in tako ne bi rabili dobrodelnih ustanov, ki so pogosto pralnice denarja. Tako da, če vam kdaj kdo reče, da je dobrodelen filantrop, se najprej primite za denarnico, pa ga pa vprašajte, kam hod na morje, pa če gre celak zraven. V davčnih oazah je ponavadi ful lepo. Je pa res, da ni bolj rock'n'roll stvari na svetu to, da kupiš delež shopping centra v Litvi in s tem opereš denar. Tomi Meglič, zdaj končno veš, kako postati prava rock zvezda. No, davkov pa niso tajili samo lepi in bogati, ampak tudi megakorporacije, kot so Nike, Uber in Apple. Apple je v davčnih oazah skril 250 milijard dolarjev. Dajmo pogledati, kaj je pred 4 leti rekel šef Appla o utaji davkov. We pay all the taxes we owe, every single dollar. We don't stash money on some Caribbean island. Ja, siva lutka se v bistvu ni zlagala. Oni denarja res niso skrivali v nobenem karibskem otoku. Skrivali so ga na otoku med Irsko in Veliko Britanijo. To je velika razlika. Bolj bedno vreme, manj palm, manj oaza, bolj Mordor. A veste, kaj je Mordor? To je tako kot, ne vem, Idrija ali pa Jesenice. Tako podobno. Zdaj ziher do med vami zeha in se sprašuje, kaj ima to veze z njim? Vam bom jaz povedal. Ves ta denar, ki so ga utajili Bonoti, pa Madonna, pa Apple, bomo morali pokriti mi. In hec je, da nič od tega ni ilegalno. Sistem je tako naštiman. Vas pojebejo za 100 evrov, elita pa lahko skriva milijarde, če hoče. Tudi ko bi igral šah, nasprotnik ima vse figure, vi imate pa sam kralja pa 3 kmete. Ampak vam kmete vzame država, kralja dajo nasprotniku, vas pa polijo z bencinom pa zažgejo. Ampak Feuerzeug je pa zastonj. Ok, čakajte, a mislite, da se izogibanje davkom da lepše razložiti? Jaz tudi. Ne vam to ponazorim z video primerom. A vam je zdaj bolj jasno? No, ampak če se bo iz te afere kaj izcimali zabavnega, so to gotovo bogataši, ki se bojo poleg davkom izogibali tudi novinarjem. Sir, could I just have a quick word with you? Did you have tens of millions in an offshore trust that you secretly control, sir? I'm not going to follow you in there, sir. 3 minute sta se preganjala okoli in vsem tem času Lord Ashcroft ni odgovoril niti na eno vprašanje, ampak je šel rajš scat. Nova PR poteza,
Tih bod pa bež scat. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!